Lep pozdrav vsem skupaj. Za to vlado so bile pokrajine vse skozi razvojni projekt. Tega projekta smo se lotili pravočasno, odgovorno in z vsemi kapacitetami. Rezultat tega dela je bil paket pokrajinske zakonodaje, ki je bil pripravljen pravočasno in ki je bil pravočasno tudi usklajen. Pokrajine Slovenija potrebuje za hitrejši, pa tudi za enakomernejši razvoj. Ko govorim o tem, da pokrajine prinašajo tako hitrejši kot tudi enakomernejši razvoj, govorim o tem, da uvedba pokrajin ne predstavlja, da bodo zdaj bolj razviti čakali manj razvite, ampak predstavlja nov razvojni inštrument, ki bo omogočal, da tisti, ki se že zdaj solidno hitro razvijajo, s tem tempom nadaljujejo, da pa pospešijo razvoj tudi tisti, ki zdaj zaostajajo in razvojne razlike obrobnih slovenskih pokrajin so zelo velike in te razlike se povečujejo. Te razlike, kot kaže statistika, za zadnjih 10 let se žal ne zmanjšujejo, ampak se povečujejo. Pokrajine kot razvojni inštrument so v korist tako centra, kot tudi tistih pokrajin izven osrednje slovenske regije. Morda včasih umetno zgleda, kot da prevelika centralizacija države kljub vsemu nekaterim koristi, predvsem Ljubljani in okolici. Če pogledamo samo številke in jih jemljemo statično, bi morda to tak vtis dejansko potrdilo, vendar gledano dinamično, gledano v perspektivi, temu ni tako. Kolikor se bodo sedanji razvojni trendi nadaljevali, kolikor se bodo sedanji selitveni trendi nadaljevali, kolikor se bodo nadaljevali sedanji trendi, ko gre za obremenitev infrastrukture, lahko čez 10 let pričakujemo, da bodo nekatere slovenske pokrajine še bistveno bolj zaostajale v razvoju za osrednjo Slovenijo, da se bo prebivalstvo tam zmanjšalo, da bo kvaliteta življenja manjša, po drugi strani pa se bo Ljubljana in neposredno okolica dušila v prometu in v urbanističnih in komunalnih problemih. Torej v interesu vseh, tako centra kot tudi ostalih pokrajin, da pride do regionalizacije, da pride do dejanske razdelitve Slovenije na pokrajin in da razvojni mehanizmi, ki pokrajine omogočajo, začnejo funkcionirati. Pokrajine so bile v Sloveniji nadstrankarski projekt, doseženo je bilo soglasje o tem, da pospešimo korake za uvedbo pokrajin. Konkretni rezultat tega soglasja je bila sprememba ustave, kot veste, je zato potrebna dvotretjinska večina in brez opozicije ta sprememba ne bila možna. Sedaj je uvedba pokrajin po postopku, ki mu sledi vlada, tudi ustavna obveza in ne gre za nekaj, kar vlada lahko počne ali ne. To je naša dolžnost, to je naša ustavna dolžnost. 6. aprila lanskega leta je bil pokrajinski projekt v vseh ključnih izvedbah medstrankarsko usklajen na sestanku predsednikov parlamentarnih strank, vključno z številom. Vlada je na podlagi te uskladitve iz aprila leta 2007 nadaljevala s postopki, pridobila mnenje lokalnih skupnosti. Velikanska večina slovenskih občin se je pozitivno opredelila na sejah občinskih svetov za ta projekt in na tej podlagi je prišlo tudi do končnega oziroma do prvega odločanja o zakonu o ustanovitvi pokrajin. Žal je kratek čas pred tem odločanjem opozicija oziroma del opozicije spremenil stališče. Poskušali smo enotnost ponovno zagotoviti na tem sestanku in tudi po njem je predsednik največje opozicijske stranke dejal, da pokrajine sicer podpirajo, vendar pa da so prepričani, da oni lahko po volitvah ta projekt izpeljejo bolje. Ni bilo navedenih nekih vsebinskih razlogov, zakaj je prišlo do spremembe stališča. Naveden je bil politični razlog. Mi to globoko obžalujemo, kajti prevladal je nek ozki politični interes neke stranke nad interesom razvoja celotne države.
In to je bilo tudi odkrito povedano. Tisto, kar je dobro v tej zgodbi, je to, da se to ni poskušalo zamegljevati. Torej, takšno odločitev še enkrat obžalujem, mislim, da je bila to velika politična napaka. Nikoli se ne sme nek sebičen, ozek politični interes neke stranke postaviti pred interes razvoja celotne države, še posebej, če si prej že pristal na neko rešitev in jo uskladil. Kolega minister Žagar je prebil desetine ur, lahko bi rekli stotine ur, na usklajevanju vseh poslanskih skupinah v državnem zboru in rešitve, ki jih je vlada predlagala, so bile v velikanski meri usklajene. Zdaj, kljub temu, da obžalujemo to spremembo stališča v velikem delu opozicije oziroma v ključnih opozicijskih strankah, pa njihov javni poziv včeraj, da se naj volivke in volivci udeležijo volitev, zasluži pohvalo. Mislimo, da je to zrelo dejanje in potem velik del opozicije odstopa od nekaterih pozivov za bojkot odločanja na referendumu. Ko gre za te pozive k bojkotu v mestu Ljubljana, naj povem, da je vlada 100% sledila predlogu, ki ga je izoblikovala in tudi formalno potrdila skupščina mesta Ljubljane, oziroma Ljubljanski mestni svet. Kolega Žagar je prinesel ta sklep s sabo, lahko vam ga pokaže. Mestni svet je namreč že v lanskem letu sprejel odločitev, da predloga za neko širšo ljubljansko pokrajino ne podpira, temveč da želijo, da mestna občina Ljubljana prevzame vse pokrajinske pristojnosti, tudi zaradi tega, ker je to bolj racionalna rešitev in ker izpolnjuje vse pogoje za to. Vlada je spremenila prvotno odločitev, izločila Ljubljano oziroma glavno mesto Slovenije iz zemljevida, mu dala status samostojne pokrajine in z tega vidika je popolnoma nerazumljivo, da zdaj, ko je tej zahtevi ugodeno, ko je tukaj prišlo do uskladitve, župan mestne občine Ljubljana poziva na bojkot. To je celo dvolično ravnanje. Na tem referendumu bo vsak glas odločil. Ne drži, da stvari niso jasne. Prav v vsakem referendumskem območju je vprašanje popolnoma jasno. Lahko se opredeliš za pokrajino ali proti njej in to zelo konkretno za tisto pokrajino, ki je tam realno možno. Nima smisla ljudi v Pomurju spraševati, ali so za primorsko pokrajino in obratno, tako kot ko gre za posvetovalne referendume o ustanovitvi občin, v Višnji Gori ne sprašuješ ljudi, ali so za ustanovitev občine Kuzma. Torej gre za regionalno delitev in z tega vidika je popolnoma jasno, da je potrebno postaviti oziroma, če se že posvetuješ z volivkami in volivci in to državni zbor v tem primeru počne, jih je potrebno konkretno vprašati o stvari, o kateri se dejansko odloča. In tam, kjer so dileme glede imena, lahko na tem referendumu volivke in volivci odločajo tudi o ključnih variantah, ki so se v zvezi z imenom izoblikovale. Po našem mnenju je državni zbor, ko je razpisal posvetovalne referendume v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, ravnal modro. Na ta način je prebil neko blokado, ki je nastala potem, ko je bilo soglasje obljubljeno, pa potem umaknjeno. In ta poteza državnega zbora bo omogočila vladi, da še v tem mandatu pripravi nov predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki bo v popolnosti upošteval rezultate referendumov. Tam, kjer bodo rezultati pozitivni, bo vlada 100% sledila temu. Če kje rezultat ne bo pozitiven, bomo poiskali drugo rešitev, ki bo odgovarjala volji, ki bo izražena na teh referendumih. Torej, takoj potem, ko bodo znani rezultati, bo vlada pripravila nov zakon in ga poslala v proceduro. Obstajajo vse formalne možnosti, glede na to, da gre za nujne potrebe države, da državni zbor še v tem mandatu dokonča proceduro sprejemanja tega zakona in tudi ostalih, ki so pripeljani, ostalih iz pokrajinskega paketa, ki so pripeljani v različne faze procesa odločanja.